Dober večer, lepo pozdravljeni, počasi se zbiramo. Dober večer. Pa lahko kar tukaj v klepet napišete, od kod ste, iz katerih krajev Slovenije smo danes skupaj, od kod se pridružujete. Kar lahko napišete. Evo, lep pozdrav iz Maribora, lep pozdrav iz Celja, lep pozdrav iz Ljubljane. Da se malo ogrejemo, preden se še nam drugi pridružijo. Danes je bilo to res veliko zanimanje za ta webinar, sem zelo vesela, sem zelo počaščena. In vsa moja ekipa in jaz dihamo za ta webinar in si želimo danes res se dotakniti vaših src in marsikaj narediti, vas naučiti. In cilj je, da se počutimo dobro. In danes bi res rada, da ko končamo današnje srečanje, da se vsi počutite mnogo bolje kot zdaj, ko ste začeli. Evo, še vas čakamo. Aha. Evo. Smo že, se pridružujemo. Tako tule v chat napišite, od kod prihajate, kar opogumite se, spodaj desno imate, gledajte, pa kar napišite. Evo, Maribor. Dajmo še ostali, napišite, od kod ste, zato da se malo povežemo. Evo. Super. 6. marec, tik pred praznikom 8. marec in to srečanje naj bi bilo darilo za nas vse. In tako za fante kot za punce, za moške in za ženske, zato ker vsi potrebujemo, da se v tem svetu počutimo dobro. Evo, tako. Aha, pišete mi pa tu pod Q&A, pod vprašanja, pozdravljeni iz Postojne. Veste kaj, pišete tam, ko je chat, CHAT, vi zdaj pišete tukaj pod Q&A, probajte tukaj pod vprašanja. Čakajte, mogoče vam moramo kaj omogočiti. Samo malo. Takole. Probajte še enkrat. Se lahko zdaj vsi pišete. Aha, evo, Mirela je Švici, Tolmin, evo, tako, to pa bo zdaj. Tako, zdaj sem jaz vse vam vklopila. Tako, evo, zdaj se je pa začelo. Tako, Medvode, Golnik, Ljubljana, super, Hraše, Nova Gorica, Trbovlje, Bled, bravo, to mi je pa zdaj všeč. Evo, zdaj pa smo začeli. Zdaj pa se je začela Ormož imamo, Slovenj Gradec, Maribor, Cerklje na Gorenjskem, bravo, Ptuj, Portorož, okolica Murske Sobote, Prebold, Postojna, bravo, Veleje, super, Jesenice, upam, da sem prav rekla, Ivančna Gorica, super, krasno, Ljubljana, bravo, Dominik Radenci, Dolenjske Toplice, Domžale, Lotmerk, ja, Podhom, Gorje, Jesenice na Gorenjskem, Maribor, super, Novo mesto, ja, Krško, Kanal ob Soči, Mozirje, Tržič, cela naša krasna, lepa Slovenija, sami lepi kraji. Našo Slovenijo imamo res krasno. Živimo v krasni deželi, tudi mi smo krasni, pridni, delavni ljudje. Zdaj pa mislim, da je prišel naš čas, da se bomo mi tudi počutili krasno. To je tisto, kar nam še manjka in kar jaz vidim, ko pač delam zadnjih 10-12 let z ljudmi, da nam super, da pišete Laško, Mengeš, Celje, bravo, Maribor, Sežana, evo, Lovrica, Dravske polje, zdravo, Jelka.
Slovenci smo čustveno malo zavrti, tudi naš besednjak je malo toh glede naših emocij. In malo bi si jih skrivali in zato smo malo nesrečni, pa se pol malo potolažimo z alkoholom, pa še s čim. In mislim, da je zdaj prišel pravi čas, ko je čas, da se obrnemo tudi navznoter, da tudi svoje občutke začnemo malo spoštovati, se ukvarjati z njimi, jih resno vzeti in videti, da tudi to zmoremo. Če vse drugo zmoremo, zmoremo tudi to. Dober večer, Brežice. Evo, odlično nam gre, bravo, bravo. Tako, vedno več nas je. Jaz sem prepričana, da se nam boste še pridruževali. Nekaj ljudi je danes v službah, pa imajo kakšne opravke, pa so me zelo lepo prosili za posnetek, tako da tisti, ki ste pa danes, pa skupaj ustvarjamo to. Pa bomo zdaj kar začeli, tako jaz že moj telefonček izklapljam, pa vi tudi, vas prosim, če izklopite svoj telefon. Skupaj bomo nekje 1 uro do uro pa pol, tako da si malo rezervirajte ta svoj čas. Morda boste rabili zraven robčke in morda boste rabili kozarec vode. Morda boste rabili tudi kaj malega zapisati, tako da če imate kaj od tega, če rabite, lahko greste zdaj iskati. Bomo malo počakali. Torej, kakšen robček, če bomo kaj posmrkali, kakšne kozarec vode, če boste žejni in kakšno stvar zapisati. Tako. In potem, pa to je zdaj samo nekaj osnovnih navodil, da se bomo imeli čim lepše. Aha, tudi iz Avstrije imamo koga, super. Da se bomo imeli danes večer čim lepše. Torej, posnetek bomo pa potem poslali oziroma obvestili, na kakšen način boste tisti, ki ne bodo zraven, si bodo lahko tudi pogledali. Vabim vas, da ostanete čisto do konca, ker za vas pripravljam tudi kratko presenečenje, lepo presenečenje, in bi rada zato, da ste z mano res čisto do konca, prav? Da boste deležni tudi tega presenečenja. Z vami bi rada podelila nekaj znanja, izkušenj, nekaj tega, kar jaz sama zadnje čase živim, meditiram, berem, delim z ljudmi, bi rada tudi z vami danes to podelila. Poleg tega boste spoznali par zanimivih ljudi, ki bodo svoje življenjske zgodbe povedali, tako da Slovenci se tudi odpiramo svoje srca, tudi si znamo podeliti tudi kaj tak zelo intimnega, kar smo včasih skrivali, ampak zdaj vidimo, da smo vsi krvavi pod kožo, da vsi imamo svoje občutke, vsi imamo neke svoje strahove in vsi imamo svoje upanja in vsi imamo tudi možnost nekaj sebe še več narediti. Ne? In na koncu bi vam predstavila rada, ali pa vmes nekje, vam bom predstavila tudi opcije, kako bi lahko mi sodelovali še naprej. Tako da predstavila vam bom, na voljo vam bo in seveda odločitev je vaša, ampak vas vabim res, da ostanete z mano na koncu, do konca, ker na koncu pa vas čaka presenečenje, kot rečeno. Torej, moje ime je Asja Dominko, sem iz Maribora, stara sem 51 let, sem mama 3 otrok in sem svoje življenje zadnjih 10-12 let posvetila temu, da ljudem pomagam odpraviti čustvene stiske, da jim pomagam rešiti njihove podzavestne vzorce in da jih pripeljem čez neko osebno transformacijo. Mene že od malega vedno me je privlačilo to, kako lahko v bistvu razvijamo svoje potenciale. In mislim, da je zdaj ravno prišel ta čas in tudi ta seminar, ta webinar danes je ena taka prelomna stvar, ko bi rada to neko najnovejšo znanje tudi z vami podelila. Tako da, ja, to je v bistvu moje delo je ljudem pomagati na globokem, podzavestvenem, čustvenem nivoju, spremeniti stvari in moč mojega dela je v tem, da te spremembe delam hitro, zelo učinkovito in trajno. In vsi tisti, ki ste šli čez moje roke, ki ste že bili kdaj v katerem od mojih programov, mojih terapijah, mojih predavanj, kakorkoli, ste lahko to že tudi doživeli. In danes bomo z nekaj ljudmi se tudi bojo se vam predstavili in vam bojo tudi svoje zgodbe povedali. Tako, evo, zdaj pa predlagam, da kar začnemo, pa jaz imam tu take slajde, zdaj smo te slajde pripravljali par dni, lahko boste potem postavljali tudi vprašanja, bom dala možnost za postavljanje vprašanj, tako da vsekakor smo tukaj zato, da čim več danes odnesemo, prav? Evo, tako vidim, da se kar pridružujete, super, kar pridružujte se. Mi pa gremo zdaj z našimi slajdi.
In sicer upam, da bo zdaj to v meni vse tehnika delovala, smo vse strenirali. Dober večer vsem, ki smo tukaj, ja. Čakajte, zdaj pa jaz naredim takole in bi to nam mogli delati. Tako. Upam, da se vidimo, da slišite, da vidite, slišite. Šli bomo čez eno to predstavitev, slajdi, potem pa bomo se ustavila, pa bomo naredili tudi vaje, s katerimi se bomo sprostili. Zdaj samo, da vidim, naslov ne bi bil mogel biti boljši, bravo. Ja, čutila sem, da je to v redu naslov, da je to nekaj, kar v bistvu danes svet rabi, ne. Torej, kako biti dobro v svetu, ki ni dobro? To je zdaj vprašanje, ne. Kako biti dobro v svetu, ki ni dobro? Čisto na kratko odgovor je tako, da smo dobro, ne glede na to, kaj se v svetu dogaja. To je lahko en tak prvi hiter odgovor. Bomo šli pa malo bolj poglobljeno noter. Vemo, kaj se nam zunaj dogaja, vemo, kaj se podnebne spremembe, vemo, kakšne velike politične stvari se dogajajo, vemo za vojno, vemo za razpade raznih velikih sistemov. Ne moramo se zanesti več na nobenega od večjih sistemov, pa govorim tukaj o raznih religijah, o zdravstvu, o politiki. In nekje, kot da zgubljamo neko varnost, kot da zgubljamo neka tla pod nogami, kot da zgubljamo neko predvidljivost. In kot da nam zunanji svet več ne more dati neke sigurnosti. Kot da ne vemo več, v kaj rojevamo svoje otroke. In brala sem na 24 ur pred dnevi, je bila ena mlada gospa, ki je rekla, meni srce razbija, ne morem spati, strah me prihodnosti, in je šla in je protestirala. Bila je pač na nekih protestih. Ampak mislim, da ti protesti, to protestiranje in vsa ta jeza in vse to, da to na koncu ji ne bo miru prineslo. Ker pravi mir je tisti, ki ga moramo najti znotraj sebe. In to so časi, ko, če boste to razumeli, kar vam danes razlagam, boste lahko živeli zelo dobro, v teh časih, ki niso dobro. Če pa boste pustili, da ta zunanji svet vpliva na vas, pa ne boste živeli dobro. Ker bo preveč vplivalo na vas, ker vas bo razrukalo, ker vam bo vplivalo na vaše zdravje, na zdravo pamet, na samozavest, na spanje, na vse. In vaše telo ne bo okej. Zato je nujno v teh časih, in to je že korona nam dala, en tak izziv, da se vrnemo vsak sam k sebi. Da se vsak more soočiti sam s sabo in da si znotraj sebe zgradi svet, kjer pa je dobro. Da si znotraj sebe zgradimo svet, v katerem pa se počutimo dobro. In to je nekako taka rdeča nit, čez katero bi vas danes rada peljala. In tu je ena misel, pa mislim, da nisem čisto prepričana, od svetega Frančiška: Bog, daj mi moč, da spremenim tisto, kar lahko spremenim. In da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti. In daj mi modrost, da ločim med tema dvema. In zdaj vas vprašam, zato je tudi fajn, da imate kaj zapisati, razmislite, kaj je tisto, kar lahko vi sami spremenite pri sebi, in kaj je tisto, česar pa ne morete spremeniti, kar je pa boljše pustiti. In vedeti je treba modrost, da ločimo med tema dvema in da vemo, v kaj vlagamo svojo energijo. Ali v nekaj, kar v tem trenutku ne moremo spremeniti, ali v nekaj, kar pa absolutno lahko spremenimo. Prav? In jaz nisem proti protestom, nisem proti temu, da se izraža mnenje, nisem proti temu, da se toliko več ljudi združuje, ampak vseeno se mi zdi pa, da je bistveno, da bi se tukaj mogel vsak sam znotraj sebe pomiriti svoje vojne, svoje bitke, najti svoj mir. In če bi vsak od nas to naredil, potem bi se stvari gladko reševale, čisto drugače. Torej, tu je neka bitka med zunanjim in notranjim svetom, o čemer vam danes želim govoriti. In
kaj je v bistvu nujno, da naredimo, če se hočete počutiti dobro v tem norem svetu ali pa v tem napornem divjem svetu danes. Kaj? Potrebno je ločiti med zunanjim svetom in med notranjim. In potrebno je, da zunanji svet avtomatsko ne postane naš notranji, ampak da se odklopimo od zunanjega sveta in da se ukvarjamo s svojim notranjim svetom. In naš notranji svet potrebuje naš čas in našo nego. In če se hočete počutiti dobro, potem je zdaj čas, da nehamo iskati zunanje stvari, ki bi nam prinesle to, da bi se mi počutili dobro. Ampak je treba znotraj sebe najti stvari in vam bom tudi točno povedala postopek. To ni neki larifari, kar vam govorim, ali pa neka taka pavšalna stvar, nekaj, kar bi lahko v vsaki reviji prebrali. To je v bistvu, za tem stoji moje življenje. Vam bom tudi svoje zgodbe malo več razložila. Torej, naš notranji svet potrebuje naš čas in našo nego. Vsak sam s sabo. Ne? Tu je zdaj še nekaj teh citatov iz moje knjige. Je čas, ko je potrebno delati in čas, ko se je potrebno ustaviti. Kadar se pojavi čustvena bolečina, je to znamenje, da morate delati tudi od znotraj, ne samo od zunaj. In gremo naprej. Kako se naučimo delati s svojim notranjim svetom? Kako se naučimo delati s svojim notranjim svetom? Glejte, to je nekaj, kar je tako močno, tako pomembno, tako ključno, nekaj, čemur sem jaz res posvetila intenzivno zadnjih 10 let in bi res z vami rada podelila, ker mi smo mogočni v sebi, tako zelo močni smo, tako imamo neomejene potenciale v sebi, mi smo res neverjetna bitja ljudje, vendar pa se nam toliko nekega balasta lahko nabere v nas, toliko nekih podzavestnih prepričanj, toliko nekih slabih izkušenj, da se tisto naše zlato bistvo zamegli, da ga več ni. In zato je treba nujno delati s svojimi občutki, svojimi spomini, svojimi podzavestnimi prepričanji. Nujno je razumeti svoj notranji svet in mora vam postati domač. Znajti se morate v njem. Sprejeti morate vse delčke sebe in ne smete več bežati sami pred sabo. To so prvi koraki, ki jih je treba narediti zato, da se boste počutili dobro. Ampak ne samo dobro za 5 minut, ampak konstantno dobro. Ali pa večji del časa dobro, vedno več časa dobro. Torej, včasih sem jaz razlagala zgodbo o zlatem budu, pa mogoče na tem mestu lahko tudi povem, čeprav nimam slajda, diapozitiva. Nekje na Tajskem, mislim, da je bila to celo resnična zgodba, ampak jo ne vem umestiti zgodovinska stoletja, to pa ne vem, to pa ni moje področje najbolj močno, ampak bistvo pa je, bistvo pa bi vam želela podeliti. Bil je en kip zlatega Buda in bil je nek samostan in bili so meniki, ki so pač skrbeli za ta zlat kip in ta kip je bil vreden zelo veliko. In potem takrat se v tistih zgodovinskih časih so slišali, da pač pridejo neka sovražna vojska. In ti meniki so vedeli, da nimajo nobene moči proti njim in vedeli so, da bojo uničili samostan, vedeli so, da jim bojo vzeli življenja, ampak kaj so pa hoteli zavarovati, so pa hoteli zavarovati tega zlatega Budo. In zato, da bi ga lahko skrili, so ga obložili z glino, z blatom. In je postal večji kip, ampak naenkrat na zunaj ni imel več nobene vrednosti. In prišla je sovražna vojska, seveda vse se je zgodilo tako tragično, kot so predvidevali. Ta zlati kip pa je tam ostal, neopažen, nepomemben. In minilo je spet, ne vem, veliko časa, ne vem, stoletji, desetletji, ko se je nekoč nekje začelo luščiti in se je spodaj videlo, da je spodaj zlati, nekaj se je zasvetlo. In takrat so te nove generacije začele luščiti to glino stran in so v bistvu ugotovile, da je spodaj taka velika, velika vrednost. In točno to smo mi. Točno to smo mi. V nas je zlato bistvo, na katerega je napacano toliko enih slabih izkušenj in toliko enih slabih vzorcev in toliko enih slabih prepričanj, da na koncu postanemo glineni kip, ne več zlatki. In da na koncu niti sami več ne vidimo svoje vrednosti in potem je ne vidijo tudi drugi. In
delo sam s sabo, delo s svojimi občutki, moje delo, ko v bistvu jaz neskončno uživam, ko se zgodi pri nekom ena taka transformacija, da odpade ta glina iz človeka, da odpadejo ti slabi vzorci, prepričanje, ker to je vse balast, to ni pravo bistvo. In ko ljudem zasije pravo bistvo v njih. In res moje poslanstvo je to ljudi voditi do tega, da jih pripeljem, da sami vidijo tega zlatega Budo v sebi, zlatki. In zato tudi vam želim danes položiti na srce, kako vredno je to delati, zakaj? Ker ko mi v sebi uredimo stvari, ko mi pridemo do neke svoje notranje, globoke resnice, takrat je zunanji svet v bistvu začne sodelovati z nami. Nas ne moti več, ne vpliva več negativno na nas. Začnemo se čisto dobro počutiti v tem svetu, ker še vedno je veliko priložnosti, ker še vedno je veliko dobronamernih ljudi, ker še vedno je krasna narava, še vedno je krasen čas. Vse je odvisno, ali bomo mi pustili, da bo ta zlat Buda v nas sijal, ali pa bomo pustili, da je tak napacan, kot je bil. Ker se spomnim, ko sem se sama pred leti, kako težko sem živela, ko sem čutila, da imam res zelo slabo samopodobo. In kako težko je v bistvu s tem živeti, in sem se počutila slabše kot glinen pipec. Danes pa se počutim mnogo, mnogo boljše. In vem, da je to vse možno. Aha. In tu zdaj še ena slikca, to je slika, v bistvu to je naslovnica tudi knjige, ki govori o moči podzavesti, v bistvu je pa ledena gora. In tale košček, ki gleda nad morjem, je v bistvu naša zavest, spodaj pa je naša podzavest. Pa ne se ustrašiti, ne, tisti, ki še niste slišali kaj veliko o meni, o tem, kar jaz učim. Podzavest ni nič drugega kot naše navade, nekaj, kar avtomatsko počnemo in delamo. Notri so skrite tudi naše čustvene bolečine, ko nas je bilo strah, ko smo bili majhni, ko smo bili žalostni, ko smo bili prestrašeni. In tale del v bistvu zelo veliko vpliva na življenje danes nas. In če bi mi živeli ne vem, da bi bili na plaži, pa nekdo bi nam s palmovim listom mahal, pa nekdo bi nam koktejle nosil, bi se lahko čisto dobro počutili. Ker pa je življenje postane naporno, v bistvu dobivamo stres od zunaj, hkrati pa se tudi ta stres od znotraj nam odpira. In zato je treba čim prej ta stres od znotraj začeti to ledeno goro topiti, klesati stran, čistiti te stare stvari in potem v bistvu pridemo do tega, da se počutimo dobro. Pa še preberem, kaj sem tukaj napisala, torej v svojimi občutki se morate ukvarjati. Ja. Veliko ljudi mi reče, veste kaj, če sem jaz fejst zaposlen, potem nič ne čutim, potem mi je čisto dobro. Ko se pa umirim, pa se neham počutiti dobro. Takrat pa mi ni več dobro. Kje se nahaja podzavest? Podzavest se nahaja v vsaki naši celici. Ravno tako v mezincu kot v možganih. Celo naše telo je težko lociramo. Ampak je, absolutno je. Ja, hotela sem to povedati, da se moramo s svojimi občutki ukvarjati. In nekateri ljudje ki živijo zelo v tem našem materialnem svetu. In pravim, dokler je življenje v redu, se nam ni treba. Ko pa pride neka stiska, včasih nam življenje hoče dati neko lekcijo, včasih se nam zgodi kaj težkega in takrat je nujno, da se začnemo ukvarjati sami s sabo. In zato bi vam rada danes položila na srce, ker je to nekaj čisto kontra, celo kar uradna psihiatrija uči. Ker reče, preusmeri misli nekam drugam, ampak to je neumnost. Ker če imate vi stisko v sebi, če imate tesnobo, če vas tišči v prsih, vi to ne morete preusmeriti. Sploh ne na dolgi rok, ne pa ne kvalitetno. Moj recept je drugačen. Pojdite vase, v globino začutite svoje občutke, ljubeče sprejmite in potem naredite, da ti občutki gredo ven iz vas in jih spustite ven iz svojega telesa in šele takrat ste se jih rešili. Nujen je pa ta prvi korak, ljubeče jih sprejeti, jih nekako raziskati, prečutiti in spustiti ven. Jaz to običajno delam v mojih programih, uporabljam različne tehnike, tudi energijske tehnike in je to v bistvu proces, kjer imajo ljudje zelo močne reakcije, lahko jočejo, lahko imajo mravljince, lahko jim je vroče, hladno. To se da narediti.
ne pa več bežati pred svojimi občutki. Vam bo potem Ina povedala svojo zgodbo, boste videli, kako je njo življenje stisnilo, da ni mogla več zbežati pred. In ljudje, ki pridejo k meni, ko imajo panične napade, tesnobe, ko ne morejo več bežati pred svojimi občutki, ko jih ne morejo več zanikati, ko ne morejo več reči, da jih ni, ker ne morejo sicer povedati, kje so, ampak so tako neskončno močni, da jih je treba resno vzeti. In boljše je to slišati telo prej. In boljše je telo prej slišati in mu prej pomagati in prej ga razbremeniti, ker je to namen našega, pač to je namen, to naše telo rabi in to mu moramo dati. Ja, in spomine, kako svoje najtežje spomine, v kaj lahko vodi, če ne začneš reševati, kar sedaj govorite. Hilen ima vprašanja. V kaj lahko vodi? Lahko vodi v napade tesnobe, v panike, lahko vodi v totalno nespečnost, lahko vodi v to, da nimamo več koncentracije, da v bistvu ne moramo več funkcionirati. Boste slišali zgodbo Jureta, ki več iz hiše ni mogel, ker je kot moški vodja športnega centra, kot je bil, delal, ignoriral svoje občutke, ni vedel, kako bi se jih lotil, on je pač delal, kar je najboljše vedel in zmogel, dokler ni obležal na postelji, poln bolečin in vsak drug dan pri zdravniku in mu nihče ni mogel pomagati. Tako lahko vodi v to. In če vodi v to, je še dokaj dobro, ker čeprav je grozljiva izkušnja, je vse rešljivo. Ko pa vodi v to, lahko pa vodi tudi v kakšne zelo resne bolezni, tisto je pa malo bolj komplicirano, čeprav je tudi se da marsikaj reševati, lahko nastane katerakoli bolezen, tudi zelo resna, zelo težka, težko rešljiva. Torej, potrebno je predelati najtežje spomine, ker tu notri v tej naši podzavesti je skrita čustvena bolečina iz naših najtežjih spominov. In naše telo čisto vse ve. In tudi, če od tega minilo ne vem koliko časa, je to še vedno v nas in nam na nek način nagaja. In zato je fajn, da se te stvari rešimo, očistimo. Ok? Ok, nekaj se pišete, dobro, gremo naprej. Dobro. Torej, kaj so pa podzavestni vzorci? To so pa, ko smo mi doživeli neke neprijetne situacije, so se nam oblikovali vzorci, ki so recimo takšni, ne morem biti srečna. Veste, koliko Slovencev ima to v sebi? Ne morem biti srečna, ne smem biti srečna, če bom srečna, bo kaj hudega. In veste, kakšne reakcije imajo ljudje, ko to čistimo ven iz njih? To je naš program našega naroda, ne morem biti srečna. Kaj je še program našega naroda? Mnogih od nas, da je življenje borba. Mi borbamo, se posod borimo, ampak naše telo se tako zmatra od tega, da pol res dobimo neke, ne more več. Potem imamo to, mnoge ženske, moram se mu streči in seveda nas imajo vsi radi, ampak na koncu smo izčrpane pa sitne. Ne? Pa ni več sledu o ljubezni, pa ni več sledu o sijoči ženski, ker smo sitne in utrujene. Naučeni smo, da naše potrebe niso pomembne. To so naši podzavestni vzorci, to je nekaj, kar smo se naučili, ko smo bili čisto majhni in danes nosimo to s sabo, ne da bi sploh vedeli, skrito je pod gladino. In vse to prispeva k temu, da se vi danes ne počutite dobro, ker ni samo zunanji svet kriv, krivi so tudi vsi ti vzorci, ki so v vas. In ko enkrat te vzorce razčistimo, ko jih spravimo ven, se lahko začnemo, že doživimo veliko olajšanje, že lahko začnemo drugače živeti. Pa to, da se moramo dokazovati, primerjati drugimi in tako naprej. Ok. Ja, gledajte, se bomo vse prišli. Vse boste danes vedeli, slišali, bomo prišli. Kaj sem prepočasna? Ampak jaz sem se res danes pripravila, da bi bilo to v redu. Glejte, to je kot stare kaseta, si lahko predstavljate vzorec, ki se vrti, mladi mogoče sploh ne veste več, kaj to je, mi smo včasih poslušali, ne vem, Marjan Smodeta, sem jaz poslušala, Siva, kaj si mrtva reka, ali kaj na kasetah, recimo. In ta kaseta se vrti in tudi, če ti njej govoriš nekaj, se bo ona še vedno vrtela. In tako so stari programi v nas. In naša naloga, in to jaz delam v bistvu z ljudmi, da pa vseeno pa smo kdaj lahko rekord stisnili in to kaseto presneli. In to v bistvu delamo na naših programih, da presnamemo te stare programe. Moram biti popoln, brez veze, ker je to spet vodi v izgorelost. Moram se mu streči, nisem dovolj dober, ne bo mi uspelo in take stvari naprej. Ok.
Za vse, kar vam govorim, stoji moje življenje in hočem vam povedati, da se da. Da se da rešiti tesnobe, da se da rešiti strahov, da se da odpraviti neprijetne telesne občutke, da lahko zgradimo ljubezen do sebe, tudi če čutimo neko pomanjkanje v sebi, da lahko zaslužimo denar na pošten način in lahko živimo dobro, tudi če svet ni dobro. In to je vse odvisno od nas. Če se znamo iti to notranjo igro, če se znamo iti delati s svojimi občutki. In vedeti morate v bistvu, da vam nihče ne more vzeti lepega življenja, razen vi sami sebi. To, in da vam ga tudi nihče ne more dati, razen vi sami sebi. Okay? Ja, tu sem vam želela malo se poistovetiti, želela sem vam malo odpreti srce, točno vem, kako se počutite, ker sem le nekaj korakov pred vami in poznam postopek, kako se iz najhujšega brezna dvigniti. Jaz sem šla čez res težke preizkušnje, nekoč mi je hčera rekla, mami, veš, kaj mi je pri tebi najbolj všeč, to, da se vsakega stranja dvigneš. In jaz sem res vse ta načela, ki vam jih zdaj govorim, sem jih 100-krat pri sebi uporabila in pri mnogih ljudeh testirala. In vedno, ko mi je bilo hudo, sem se obrnila vase, ker sem videla, da mi je manj energije porabim, če se borim z zunanjim svetom, kot če se obrnem vase, poiščem, kaj je tisto v meni, kateri vzorec, katera bolečina, jo predelam, jo spustim in potem lahko grem opogumljena naprej za naslednji korak. Make-up si sicer s solzami zbrišem, ampak potem na koncu se lahko umijem in dvignem in grem naprej. In to je v bistvu nekaj, kar bi vam tudi rada položila na srce, ne dovolite, da se vam stiske nalagajo, ker to za vaše niti psihično, niti fizično zdravje ni dobro. In če kdaj ti časi zahtevajo, da v bistvu sproti predelujemo svoje občutke, da ne bežimo več pred njimi, da se ne pretvarjamo, ker ni dovolj samo boljša obleka, boljši avto, ker je treba včasih tudi res iti vase. In to ni tako prijetno, sploh če ste imeli kakšne ranjene, težko otroštvo, če ste bili veliko teh občutkov v sebi, potem vse to ni tako lahko, ampak se tega lahko naučite. Bomo demonstrirali, Mojca, pridemo tudi do tega. Ja, ok. In smo zdaj. Zdaj jaz šla. Zdaj grem gor ali dol? Pač ne vem, kje sem. Čakajte, zdaj pa več ne vem, malo sem se zgubila. Aha, tako, evo, že vem, kje smo. Tak, dobro. Glejte, jaz sem zdaj rada bi se dotaknila 3 področji, ljubezen, finance pa zdravje. To so področja, ki jih za vsakega od nas, vsak od nas ima kje kak izziv in vsak od nas želi kje na katerem od teh področju rasti. Ljubezen, zdravje in finance. Rada bi vam malo svojo izkušnjo podelila in potem tudi vam razložim, kako. Glejte, to so bili vzorec, imela sem jaz močno občutek, da me nihče ne mara, zelo globoko, zelo veliko ranjenost, velik občutek manj vrednosti. In kot da sem prinesla na svet, tako da je bila to moja karma, ne vem, razvijalo se je moje poslanstvo tekom tega. In zelo veliko let sem se borila s temi občutki, imela sem občutek, da me nihče ne mara, čeprav objektivno to ni bilo res, ampak to je bilo pa fucking res v meni. In vem, da se da to premagati in sem premagala in danes se imam lahko rada in ne hlepim več po ljubezni in ne iščem jo na zunaj, ampak jaz res lahko znam najti znotraj sebe. In to bi rada naučila tudi vas. In potem, ko imamo ljubezen znotraj sebe, potem lahko to tudi gradimo odnose, pa ni važno, ali je to partnerstvo, ali so otroci, ali so poslovni odnosi. In to je nujno. In ko pridejo ljudje k meni, ki so zelo ranjeni, je to tisto, kar je treba v bistvu v domišljiji dati ljubezen tisti ranjenemu otroku, ki ga nosimo v sebi. Pa ne enemu otroku, veliko teh različnih dogodkov, ob katerih smo trpeli, je treba bolečino dati ven in napolniti z ljubeznijo. In to je v bistvu pot, to je bila v bistvu moja pot, ne. Se pravi, dala sem čustveno bolečino ven in sem potem v domišljiji sama sebi dala to ljubezen. In naučila sem se zanašati tudi na božansko, v bistvu na sodelovati, da vem, da nisem čisto sama. In en stavek mi je bil zelo blizu, ki je gospa rekla, enkrat ena moja duhovna mentorica, tudi v Ameriko sem šla k njej na seminar, ne samo, da smo vredni ljubezni, mi smo ljubezen. In če bi znali to živeti,
kako drugačen bi bil najprej naš svet in kako drugačen bi bil svet na zunaj. In to je tisto, kar bi v bistvu vam rada na nek način, do česa bi vas rada pripeljala, da boste znali čutiti, da ste ljubezen. In da boste dali čutiti, ko hodite po mestu, ko greste, ne vem, vrtec, ko ste po opravkih, da boste živeli v tem občutku ljubezni, ne več občutku stresa, gonje, pomanjkanja in tako. Potem področje denarja, spomnim se tudi, kako sem se počutila v bistvu, ko ni bilo denarja, posebej, ko sem začenjala to svojo poslovno pot, pa je bilo težko na začetku, pa mi ni šlo, pa vem, kako težko je bilo, pa 3 otroci so bili mali, ki so bili finančno praktično od mene odvisni. Ko je bilo treba otroku kupiti čeveljčke, pa je bil problem. Ko so me žalostno gledali sredi Evroparka, tu imamo v Mariboru Evroparku, so trgovine, no. Ko nisem mogla dati nekih čist malenkosti, ali pa po plavanju, ko smo si z avtomata tisti sendvič delili na pol, ni fajn, res ni fajn. In vem, da se morda mnogi ljudje danes v Sloveniji tako počutite, in sama res sem šla čez to in točno vem, kako to izgleda in kako to boli, in tudi vem, kako to premagati, zato ker meni je bilo vseeno zame, ampak za moje otroke pa mi ni bilo nikoli vseeno. In za otroke sem se vedno borila in sem mogla najti način, kako svoje vzorce premagati in kako presežemo svoje finančne omejitve, najprej v sebi in potem tudi v resničnosti. In to je tisto, kar bi tudi z vami rada podelila. Evo, pišete že, ja, dobro. No, ja. No, potem področje zdravja, sama moram reči, da mi zdravje osebno zelo odlično služi. Nazadnje sem bila jaz pri svoji splošni zdravnici leta 2010, ne vem, če je to nekaj, kar se lahko hvalim, bila sem pa pri zobozdravnici pa velikokrat, to pa moram reči. Ampak, kaj je pomembno, da s pomočjo svojih misli, čustev, namer vplivamo na to, kako se bo odvijala biokemija v našem telesu. Ker mi nismo odvisni od naših genov. Ker včasih mi ljudje rečejo, ja, to je bilo že po mamini strani ali pa po očetovi strani ali pa to je genetika. In tu bi vam rada par besed, sicer nam čas kar leti, ne, ampak kaj so v bistvu naši geni? Naši geni so kot načrt, ki jih arhitekt naredi. In zdaj si predstavljate, mi imamo 2 načrta. En načrt je načrt športne dvorane, en načrt pa je načrt za tovarno orožja. In kdo odloči, kaj se bo gradilo v telesu? Kdo odloči, kaj se bo gradilo? Tu sta 2 krasna znanstvenika, morda jih poznate, dr. Joe Dispenza in dr. Bruce Lipton. Zelo sta mi všeč, ker ona 2 združujeta duhovnost in znanost. In to je tudi pristop, ki je meni zelo blizu. In dela in govorita in učita stvari, ki so oprijemljive in s katerimi si konkretno lahko ljudje takoj spremenimo življenje. To ni samo neka brezvezna znanost ali pa brezvezna duhovnost, ampak je združeno z namenom praktične uporabe in rezultatov. In epigenetika je veda, ki je dr. Bruce Lipton začel. In v bistvu je znanstveno dokazano, da so geni kot načrti in geni sami sebe ne morejo regulirati. Zato so lahko geni speči ali aktivni geni. Zdaj vam moram pokazati pa tako, moje 2 roki, moje 2 rokava, gledajte. In zdaj poglejte, tale rokav, to je kot gen, ki je pokrit, prav? Neaktivna sta oba. In potem pride signal iz okolja in signal iz okolja določi, kateri gen bo aktiven. Ali tale, ki je not načrt za športno dvorano, ali pa knjižnico, ali pa restauracijo, nekaj, kar govori o zdravju, o obilju, o razcvetu dežele. Ta gen je pa tukaj gen za vojno, za tovarno orožja. In gena sama nič sebe ne regulirata. Kdo pa regulira? Regulira signal iz okolja, ki pride in kako ga možgani naši raztolmačijo, tako dajo komando celicam. In zdaj si pa vi predstavljate, če mi poslušamo skozi sporočila, pa še težko otroštvo smo imeli, skozi je bila bitka, borba, kaj se zgodi? Ja, delali se bojo tile geni, ki bojo proizvajali proteine in to bojo stresni hormoni, ki bojo na koncu vodili v paniko, v stres, v tesnobe, v nespečnosti, v bolezni. Če pa mi ugasnemo in ne dovolimo, da zunanji geni pridejo do nas, zunaj signal, da pride do nas, če naši možgani, če spremenimo naša prepričanja, da je vse v redu, da smo varni, da smo ljubljeni, takrat se pa bojo
tale preprosto gen se bo pokril, ne bo aktiven, se bo pa tale odkril in se bo začeli delati proteini, ki bo pa hormoni sreče za optimalno zdravje, za odlično počutje, za normalen pritisk, za, ne vem, normalen apetit, normalno spolno življenje, za vse to, za močen imunski sistem. In zato je tako pomembno, naš naši možgani, naš naša percepcija tega, kaj se zunaj dogaja, s tem v bistvu mi vplivamo na svoje telo. Ali se bo taka biokemija odvijala, ali pa taka. Razumete? In zato je tako pomembno, da razumete, da ste vi sami vplivate na svoje gene in to je epigenetika, ki govori o tem, da okolje vpliva na to, kateri geni bojo, ampak vmes je pa naš vmes so pa naša prepričanja, naše zgodbe in vmes je to, kar vpliva na to. Okay? To je danes znanost popolnoma jasno razložila. In tega se moramo zavedati in to je tisto, kjer bi jaz vas rada opolnomočila, da boste razumeli, da imate kontrolo nad svojim življenjem, imate kontrolo nad svojim počutjem, nad svojim zdravjem in nad vsem. Če ste pripravljeni vložiti nekaj svojega dela, če ste pripravljeni tale del tukaj v glavi razumeti. Ok. Dobro. Gremo naprej. Ja. Zakaj se mi lahko, to sem vam že porazložila, ne? Zakaj se mi lahko počutimo dobro, tudi če svet okoli nas ni dobro. Ja, imamo signal, samo 1 ali 2, ni druge opcije, ali se bo delalo nekaj, kar bo optimalno zdravje, ali pa bolezen, vojna in tako naprej. Dobro, gremo naprej. Torej, to sem že povedala, kako vplivamo na gene. Kadar se počutimo ljubljeni, varni, imamo močen imunski sistem, dobro spimo, normalen apetit, sijoča koža, sijoči lasje, pomladimo se. Kadar se počutimo prestrašeni, ko čutimo konstanten stres, se nam imunski sistem oslabi, imamo nespetnost, tesnobo, proizvaja se stresni hormoni in telo se pripravlja na vojno. Ja, ta svet bo absolutno vplival na nas. In kaj lahko naredimo mi? Da bo čim manj vojnega stanja spustimo vase, tako da pazite, kaj gledate, pazite, kaj poslušate, pazite, s kom se družite, čuvajte svoj kot najbolj sveto posest, ki ga imate, čuvajte, pazite, kaj gre noter, ne dovolite se, da kar vsak blati po vas noter, prav? Ne dovolite, da tega vašega zlatega Buda se še bolj napacajo, torej pazite, kaj gre noter. Hkrati pa, da je vse, kar je vojnega stanja v nas, to je v navednicah, spremenimo, očistimo in naše telo pripravimo do tega, da se pomiri. Ne gre čez noč, ampak so rezultati absolutno vidni, absolutno oprijemljivi. In to bomo danes tudi slišali in videli. Ja, še nekaj o podzavestnih prepričanjih, pa mogoče zdaj ni tako pomembno. Ja, torej gledajte, če se želimo počutiti dobro, to je pa neka pravila, ki sem jaz nekako razumela, tako jih jaz razumem in absolutno delujejo. Prvič, vzeti si je treba vsak teden nekaj časa, morda celo vsak dan in ga preživeti sam seboj. Sam seboj, v tišini. Prav? Sam seboj v tišini. Tega nismo navajeni, ampak če se hočete počutiti dobro, je to nujno. Druga stvar, potrebno je prepoznati podzavestne vzorce, ki nam danes povzročajo stres. Pardon. Tako. Potrebno je prepoznati podzavestne vzorce, ki nam danes povzročajo stres. Treba je se slišati, kako govorimo. Moram ustreči, moram narediti, moram se narediti prav, moram biti popoln, moram. Tretja stvar, potrebno je predelati najtežje stresne dogodke svojega življenja. To je nekaj, kar vam bom jaz razložila potem, kako v bistvu to delamo. In zapreti je treba vrata pred novimi negativnostmi. Ne? To je nek proces, ki v bistvu ki absolutno daje rezultate.
In zdaj bi rada, da se skupaj sprostimo. In vas prosim, da naredite vdih, izdih. In da začutite svoje telo. Prepoznajte, kaj čutite. Bodite tukaj in zdaj, sami s sabo. Čeprav nas je veliko, ampak tukaj smo vsak sam s sabo. In zdaj bomo vključili tudi malo tapkanja, pa me boste gledali, tisti, ki še ne poznate, čisto nežno. To je tehnika, s katero sprostimo napetosti z telesa. Malo bi vas rada sprostila. Tukaj začnemo na začetku obrvi, pa na strani očesa, pa pod očesom, pa pod nosom, pa pod usti, pa ključnica, pa pod pazduho, pa na vrhu glave. Pa še gremo. Na notranji strani očesa, na strani očesa, pod očesom, pod nosom, pod usti, ključnica, pod pazduho in na glavi. In zdaj zaprite oči, pa samo nežno tapkajte in samo čutite svoje telo. In si predstavljate, zdaj več stvari hkrati boste mogli delati, malo se boste me mogli navaditi, tako da teče tak dežek ljubezni čez vaše celo telo in vas sprošča. In je vse v redu. Samo tu ste zdaj in samo sprejmete svoje telo, malo ugasnete intelekt, zdaj samo čutite in je vse dobro. In ste varni, in ste tukaj in zdaj, in nič več ne obsojamo telo, samo čutimo, karkoli se v njem dogaja in je vse okej. In ko da teče energija ljubezni čez vsako celico in zdravi in pomirja in je vse dobro. In je vse okej. Super, naredimo močen vdih, izdih. Tako, malo sem vas želela sprostiti, malo sem vas želela sprostiti, evo, tako. In zdaj bi šli pa naprej, zdaj bi rada vam pa en korak naprej razložila. Ko vi ste lahko zdaj na točki, ko imate tesnobo, nespečnosti in želite samo se dobro počutiti. In želite samo notranji mir in normalno življenje. Mogoče pa je kdo od vas tudi tukaj na tej stopni, ko pa že ima notranji mir, ko že ima normalno življenje, ampak bi rad več, bi rad izjemno življenje, bi rad iz sebe naredil več, bi rad mogoče preboj na področju financ, preboj na področju ljubezni, preboj na področju zdravja, bi rad nekaj takega. In ta del, zdaj bi vam rada razložila tudi ta drugi korak, ker vse to je možno. Naš je neomejen in mi smo povezani preko kvantna fizika to uči, bom vam zdaj še vse razložila. Vsi najpomembnejši nauki na zemlji, ki jih imamo, to učijo. In to je vse možno in to v praksi v bistvu jaz ljudmi delam. In to bi zdaj rada, da gremo skupaj čez to. Ja, glejte, dva pomembna koraka. Sem pa vidim, če sem zdaj prav. Sem. Okay. Dva pomembna koraka. Prvi korak je, ko pomirimo svoje telo, ko se rešimo tesnobe, ko nespečnosti, ko začnemo se počutiti dobro, dosežemo notranji mir in normalno življenje. To je prvi korak. Morda nekateri od vas ste tukaj in rabite ta korak. Potem je pa drug korak, ko se v nas prebuja želja po več, ko želimo razvijati svoje potenciale, ko želimo rasti, ko nočemo več životariti, ko želimo kreirati svoje življenje, ko nočemo biti več žrtev. In oboje je absolutno možno in imate pravico do tega. In imate pravico, vsak od nas ima pravico do svojega življenja, pravico ima do tega, da ste to, kar ste, imate pravico. Imate pravico, da živite tako, kot čutite, da je za vas prav. Absolutno imate pravico. In imate pravico, da spoštujete sebe in se poslušate.
Ampak kaj je treba biti? Pogumen je treba, če hočete to doseči, ker zunanji svet ni zainteresiran, da ste vi dobro, mogoče ste to že opazili. Zunanji svet ni zainteresiran, da vi prosperirate, ampak vi lahko kljub vsemu prosperirate, če se boste nehali biti žrtev, ampak boste v svoje roke vzeli svoje življenje. Ker zunanji svet ima svoje interese. Vi pa morate imeti zelo močen interes za svoje življenje. Ne rajte vsega sveta spreminjati, svoje življenje pa imate v bistvu tudi neko obveznost do sebe. Če imate svoje življenje, če vam je bilo podarjeno, vzamite ga v roke in ga živite, tako da bo vredno življenja. In morda želite nekaj velikega, nekaj izjemnega, morda želite vedno boljše torte peči, večjo hišo, čim lepše vzgojiti svoje otroke, da napišete svojo knjigo, pomagate drugim ljudem, da najdete svoje poslanstvo in ga živite, da ozdravite, čeprav so vam rekli, da se ne da. Vse se da, naš je tako mogočen, ampak ne znamo delati z njim. In to bi se mogli vsi otroci na šolah učiti že v vrtcih, pa se nihče ne uči. Ampak je možno. In to učijo, zato so meni ti znanstveniki všeč, zato so te knjige mi všeč, zato so te naši programi mi všeč, zato ker lahko spreminja to, kar nekako je malo, kot da živimo v eni megli. Ampak lahko pridemo do jasnosti in nekaj naredimo iz sebe. Vi to zmorete in tako zelo vredno je, da vzamete življenje v svoje roke. Zakaj bi živeli v strahu in tesnobi, če se lahko zaljubimo v svoje življenje? Ok, gremo naprej. In glejte, nesporno drži. Tukaj bi rada vam dala nekaj citatov, niso dobesedni, so koliko sem si jih sama pač uspela zapomniti. Se pogovarjate. Ok. Jezus je rekel, karkoli prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. In poslušajte to. On ni rekel, morda se vam bo zgodilo, ali pa enim se bo, drugim pa ne. Bo zgodilo se vam bo. Edini pogoj je, verjemite, da ste že prejeli. Ali lahko mi naš pripeljemo do tega, da verjamemo, da smo že prejeli? Ali lahko v mislih živimo že, kot da se je to že zgodilo, ker potem se nam bo zgodilo? To so nesporni zakoni in to isto uči kvantna fizika s svojimi besedami, isto uči Joe Dispenza, isto uči zakon privlačnosti, isto uči Napoleon Hill. Napoleon Hill je celo življenje posvetil, da je preučeval najbolj uspešne ljudi in je tudi nekako ta glavna misel njegova, da bi se nam naša vizija izpolnila, spet pravim, ni dobesedni citat iz knjige, koliko sem si jaz zapomnila, mora biti naš v stanju trdne vere, ne samo bežne želje ali morebitnega upanja. Razumete? Torej, to je vse delo z umom, ampak mi ne moramo imeti trdne vere v to, kar si želimo, če imamo polno občutkov nevrednosti, polno občutkov, da so drugi boljši, polno občutkov strah pred neuspehom. In to je delo, ki ga moramo vložiti, zato da se nam naše sanje, naše želje uresničijo, da živimo dobro v tem svetu, ki ni dobro. Razumete? Ali pa zakon privlačnosti. Fokus na to, kar želiš in ne na to, kar ne želiš. Mi pa gledamo poročila, pa se pogovarjamo, kak je slabo in imamo totalen fokus na vse, kak je težko. In tisto, kar si želimo, je tako nekje pozabljeno. Ampak zdaj, če hočete živeti dobro, boste mogli fokus zamenjati. Boste morali zelo okrepiti fokus to, kar si vi želite in zelo zmanjšati fokus na to, kar si ne želite. Ja? In Joe Dispenza, pa recimo njegove besede pa so jasna namera in okrepljena pozitivna čustva, torej čuti tako, da se je nekaj že zgodilo in vedno daje rezultate. Potem pa je še kvantna fizika, energija in materija sta neločljivo povezani in energija ustvarja materijo. Ne bom se zdaj v detajle spuščala, mogoče kdaj drugič. Tako, gremo naprej. Tukaj bi je še par slik, torej zavest in podzavest, kako sta zgrajena in znanost je definirana, da se naš deli na zavestni in podzavestni. Prej smo že kazali. In znanost je dokazala, da delujemo 95% časa na podlagi podzavestnega uma, na podlagi starih navad, starih vzorcev, starih izkušenj, starih občutkov. To je tu noter, to je tisti spodnji del gore. To pomeni, da na podlagi znane preteklosti ustvarjamo predvidljivo prihodnost, ki nam ni všeč, ki se ne počutimo dobro v njej, ker zbolemo v njem. In zato, če hočete se vi dobro počutiti, morate se začeti s to podzavestjo malo pogajati.
in jo spoznavati in jo spreminjati. Okay? Ni druge poti. Ja. Okay, to moramo. In zdaj je tu eno vprašanje. Ali boste delali za minimalno plačo in boste komaj preživeli in boste vsi utrujeni, zgarani, zgoreli? Verjetno ne želimo tega. Ali pa si boste svoje življenje zgradili po svoji meri. Če hočete, je možno, vendar je odvisno od vas in treba nekaj napora vložiti. In postanete dizajnerji svojega življenja. In še en zelo lep stavek, ni sebično, če želite živeti tako, kot čutite, da je najboljše za vas, je pa sebično, če drugi želijo, da živite po njihovih merilih. Torej, vse to je možno, potreben pa je mentalni, emocionalni in duhovni trening. In vse to lahko dobite in lahko imate. In že to je veliko upanje. Tu je zgodba Andreja, ki smo jo objavili zdaj v Facebooku, zadnjič sem se peljala iz Ljubljane, pa sem se mimogrede pri njemu ustavila. Andrej je bil tik na tem, ima veliko ljubezen do kamionov, tik na tem, da proda kamione, zato ker je imel tesnobo, ker je imel hude panične napade, ker ni upal čez kamione, ni mogel, telo mu je odpovedovalo, ko je vozil. In prišel v moj program in v 3 mesecih bitk sam sabo, spreminja na podzavesti, on spet vozi. Tako da imate ta video v zaprti Facebook skupini. To je en dokaz, kaj lahko naredimo, ne čez noč, ampak absolutno, absolutno se da. Tako, torej preteklost je nekaj, kar je že mimo, sedanjost je nekaj, kar zdaj doživljamo, prihodnost pa je nekaj, kar ustvarjamo zdaj. Ampak najprej se ustvarjamo vedno v mislih z mentalnimi filmi, z našimi občutki in potem se nam točno ta prihodnost realizira. Ker vse, kar je bilo ustvarjeno, je bilo vedno najprej kreirano v glavi. Vsaka hiša je bila najprej načrt, vsaka, ne vem, kozarec vode, telefon, šalčka, svinčnik, računalnik, vse je bilo najprej v glavi. In zato je tako pomembno, da to svojo, naš da je to mora biti sveti prostor, kjer mi ustvarjamo svojo prihodnost. In jaz bi rada bila del vaše prihodnosti, rada bi, da vas nekako peljem za roko, rada bi, da vam pomagam to narediti hitro, zanesljivo po preverjenih postopkih. Evo, pa da vidimo, če bomo lahko tako. In zdaj bi pa vsak od vas želim, da se vprašate, kje ste trenutno v življenju. Ali potrebujete korak 1 ali potrebujete korak 2. Prvi korak je od tesnobe, nespečnosti, izgorelosti, anksioznosti, in rabite notranji mir. Ali pa nimate teh hudih simptomov, imate pa neko povprečno življenje, ki vas najbolj ne izpolnjuje in bi želeli aktivno kreirati svoje življenje. Kje ste? Napišite vsak sam sebi oziroma odgovorite vsak sam sebi. Kaj je tisto, kar bi vi, kje trenutno ste? Že v chat pišete, lahko pa tudi v chat. 1, 2, ok, 1. No, dajte, pa napišite v chat, da malo vidimo, kje vas je več. 1, 2, enkic imamo veliko, imamo pa tudi dvojkice. Aha. Na meji, dobro. Oba. Ja, zdaj na meji bolj 2, dobro. 1, 2, 2, 2, ok. Aha. Ok, jaz zdaj težko štejem. Koliko ste pridni, ful dobro sodelujete. Ne čakaj, spravi enkico. Nina je že naredila pri meni enkico, ja? Nekje vmes. Ok, super, super. Torej, nekje smo, na enki in dvojki, ampak veliko vas je na dvojki, to mi je všeč, Nobenega nič ne obsojamo, vsak kakor čuti, naj napiše, vsak vodi svoje življenje, z nobenim se ne primerjamo, prosim. Če je nekdo en korak naprej pred nami, ne smemo biti ljubosumni, ne smemo se počuti slabši od njega, edino, kaj pa rabimo, naj nam bo motivacijo, ker če lahko on, lahko jaz tudi. Jaz sem se vedno rada z uspešnimi ljudmi pogovarjala, vedno sem rada gledala, kako živijo, vedno sem rada razmišljala, hotela sem vedeti, kako oni razmišljajo, kaj počnejo, pa ne, da bi bila komu favš, ker sem hotela
da me motivira to, ker me je vedno motiviralo. Evo, tako, gremo mi naprej. Torej, ja, zdaj pa tako, imamo zdaj dve možnosti, lahko greste sami čez vse to, kar sem vam povedala, druga pot pa je, da mi zaupate in se mi pustite voditi. Evo, in zdaj sem jaz tukaj napisala 2 koraka, pa boste se videli, mogoče se boste še bolj videli. Prvi korak, poimenovali smo ga notranji mir in drugi korak smo poimenovali Vibrant Life. Pa poglejmo, kaj prvi korak vas pripelje, kar se tiče miru v sebi, od nemira do notranjega miru. Drugi korak pa je do ustvarjalnosti in poguma. Kar se tiče počutja, prvi korak od slabega počutja do dobrega počutja. Drugi korak do optimalnega počutja. Pač naredimo en korak več, ne? Če prijemo, ne vem, na goro, hočemo iti še na en vrh, ne? Kar se tiče življenja, od tesnobe in izgorelosti do normalnega življenja. To marsikdo, ki je pridel, to sem milijonkrat slišala v zadnjih 10 letih. Ljudje si želijo normalnega življenja, ker prihajajo k meni s tesnobo in izgorelostjo. Vendar pa zdaj vedno več ljudi pa je že to preseže in se želi zaljubiti življenje. Kar se tiče samopodobe, kadar izgorimo, imamo sigurno slabo samopodobo, v smislu, da moramo biti popolni, se razdajamo in tako. In si želimo dobro. Kadar pa hočemo iti naprej, pa si želimo izjemno, še boljšo samopodobo. Kar se tiče ljubezni do sebe, ko pridejo ljudje zgoreli in s tesnobo, zanemarjajo svoje potrebe in jih je treba pripeljati do spoštovanja sebe. Kadar pa to znamo, pol pa hočemo imeti še več iskrene ljubezni do sebe, da se res sprejmemo tudi za vsemi slabimi stvarmi. Perfekcionizem. Pri prvem koraku gre za to, da od perfekcionizma do tega, da je dovolj, če damo vse od sebe. Ja? Ko pa hočemo imeti, gremo drugi korak, pa hočemo biti zelo produktivni, ampak sproščeno. Razumete? Hočemo ustvarjati. Jaz zdaj to čutim zadnje mesece, sploh, ker smo se pripravljali na ta webinar, jaz ga že mesece sanjam o tem, kar danes se živimo. In moram reči, da se je zgodila ena taka res ultraproduktivnost, ki jo delam sproščeno, z ljubeznijo, s takim zaupanjem, da res nekaj čist drugega, kot tisto, ko delamo perfekcionizem, ko nas poganja strah. Ker perfekcionizem poganja strah, tu pa nas že poganja ljubezen. Kar se tiče zdravje, mnogi, ki so prišli k meni, so imeli nepojasnjene telesne simptome in v 3 mesecih lahko pridejo do zdravega telesa. Bomo danes to slišali tudi. Tukaj pa si celo lahko dovolimo sanjati do čudežne ozdravitve. To nam bo danes Ina svojo zgodbo povedala. Kar se tiče odnosov, ko pridete k meni s tesnobo, gre za to, da ustrezamo drugim preko meje in vas pripeljem do tega, da znate reči ne. Tukaj pa že znate uresničiti svoje sanje. Ne? Kar se tiče prihodnosti, želimo sproščenost in mir, tukaj pa želimo potovati v neznano in si ustvarjati novo prihodnost. Razumete? Želimo potovati v neznano. Ja, to, kar danes delamo, je zame totalno pot v neznano. In moram reči, da sem bila res malo vznemirjena od vsega, ampak je vse skupaj wow, zelo lepo. In tu, kar se tiče jaz, začnete odkrivati sebe, globine sebe, tukaj pa res razvijamo svoje potenciale. Kar se tiče duhovnosti, jaz se tu veliko z duhovnostjo ne ukvarjam v prvem koraku, v drugem pa se povežete z božanskim sebi, s tistim svojim notranjim bitjem, začnete se še bolj slišati. In odkrijete svoje poslanstvo in živite svoje poslanstvo. Torej, to je drugi korak, ki je absolutno da ta juicy life, res polno življenje, izpolnjeno življenje. Ker šele, ko živimo svoj neki namen, takrat čutimo izpolnjenost. In zdaj je moje vprašanje, ali dovolite, da vam pokažem, kako vam lahko pomagam. Bodi si pri prvem koraku, bodi si pri drugem. In zdaj želim vedeti, ali mi dovolite, da vam predstavim. Ja, ok. Ja. Ja. Super, super, torej ste za to. Ok, tako, gremo pol naprej. Ja, prvi program je Notranji mir, ki bi vam ga rada predstavila, nekateri ga že poznate. To je program, ki vas torej pelje do tega,
da zaživite normalno življenje z notranjim mirem v sebi. Gre za edinstven in preverjen 3-mesečni proces, ki vas trajno osvobodi nemira v mislih, neprijetnih telesnih občutkov, čustvenih bremen in vas pripelje do aktivnega družinskega, poslovnega in socialnega življenja. To je resnično preverjena stvar, deluje, delamo že skoraj 2 leti tu v Sloveniji, nori rezultati so in popolnoma predvidljivi. Torej, kaj dobite? Zavedno, trajno se rešite iz začaranega kroga tesnobe in umirite svoje misli in začutite globok notranji mir. Velika stvar, zelo velika. Psihoterapija traja leta in leta, ne more narediti tega, kar mi v 3 mesecih naredimo. In kaj se tu še ljudje rešijo? Zavedno se znebite vseh neprijetnih telesnih simptomov. Ni več razbijanja srca, tiščanja v prsih, mravljincev, cmoka v grlu, napetosti v ramenih, pritiska v glavi, vrtoglavice, omotice ali kakršnega drugega neprijetnega občutka. Zavedno se sprostite strahu, da ste resno bolni, vaše telo se pomiri in sprosti. Verjetno marsikdo od vas bi si to želel, ne? To sem bila malo prehitra, ampak dobro, gremo naprej. Kaj še lahko? Rešite se težav s spanjem. Mnogi ljudje pridejo k meni zaradi nespečnosti. Spite spet trdno in mirno vso noč in se zjutraj zbudite spočiti in polni energije. Lahko imate spet dovolj moči in ljubezni za vašega partnerja, za otroke, za vse, ki so vam najdražji. Odpravite vso čustveno bolečino, ki se skriva za morebitnim ljubosumjem. Tudi ljubosumje je absolutno rešljivo. In vaše družinsko življenje spet cveti, saj kadar ste vi dobro, so tudi vaši družinski člani dobro. Ne, ženske to poznamo, ne? In zavedno odpravite izgorelost in kronično utrujenost. Spet imate voljo do življenja in motivacijo za delo. In naučite se delati tako, da poslušate svoje telo in ste istočasno produktivni. Ni več ali to, ampak oboje mora biti. Skrb zase in produktivnost, oboje. Okay. In kaj še vam vrne notranji mir? Program povrne vam socialno življenje. Spet se normalno družite z ljudmi, spet normalno hodite po vsakodnevnih opravkih, spet obiskujete koncerte, prireditve in normalno potujete. Osvobodite se strahu pred vožnjo avtomobila in spet uživate v vožnji in rešite se težnje po popolnosti in pritiska, ki ga izvajate sami nase. V sebi zgradite občutek, da je čisto dovolj, če daste vse od sebe. To je res ta občutek, ki je osvobojujoč. Osvobodite se nervoze in začnete ceniti za 99% stvari, ki jih naredite odlično in si oprostite za 1%, ki morda ni najboljši. In predvsem sebe postavite na prvo mesto in naj vam postane naravno, da znate včasih reči tudi ne. In kaj v bistvu dobite znotraj tega programa? Program traja 3 mesece. Dobite kot prvo pod A video zbirka, to posnetih mojih terapij, ki so približno 1 uro. Imate veliko teh posnetkov razdeljeno po modulih. In prvi modul je pomirite svoje telo in rešite neugodnih... Pomirite svoje telo in rešite se neugodnih telesnih simptomov. Drugi modul je, da pomirite paniko, trajno odstranite panične napade iz svojega življenja. To se vedno zgodi, če ljudje sledite mojemu programu. Malo se morate matrati, ne gre čez noč, to vam bo tudi Maja danes povedala, ampak se da. Premagajte strah pred strahom, rešite se strahu pred ponovnim paničnim napadom. Dobro. Potem pa pomirite svojo preteklost, dosežite globok notranji mir v telesu, umu in duši. Tukaj not je skrito tisto, ko delamo z najtežjimi stresnimi dogodki in brišemo bolečino iz preteklih dogodkov. 5. modul je, da predelamo izgubo ljubljenih oseb, sprostite vse občutke, ki so nastali zaradi boleče izgube. Ta del je mnogim najlepši ali pa najbolj močen, zato ker ko smo nekoga res iskreno imeli zelo, zelo radi in ga izgubimo, je to močne emocije, ki lahko samo te povzročijo že tesnobo. In ko to damo ven, se veliko ljudi že zelo, zelo čustveno osvobodi. In ker se vse to zgodi, si lahko povrnete družinsko življenje, se rešite težkih občutkov in se ponovno osredotočite na to, kar vam je najbolj dragoceno, vaša družina. In seveda potem tudi delovno življenje se zboljša, da nismo več izčrpani na delovnem mestu, to je 7. modul. Pol je 8. modul, da oživite svoje socialno življenje, da spet ste lahko družabni, brez lastnih omejitev.
9. modul, lahko sproščeno greste nazaj v avto, znebite se strahu pred avtocesto in tuneli. Ne bi verjeli, koliko ljudi, ko ima panične napade, tudi razvije strah pred cesto, strah pred tuneli. Koliko ljudi pride, ker ne more voziti avta. In 10. modul je potem tudi sladko in mirno spanje. Tako, to so nekak moduli, ki so video zbirke, ki jih imate vedno na voljo. Poleg tega je pa, mi temu rečemo po domače terapije, v bistvu pa je to kanalizirano, čustveno, energijsko, telesno in miselno zdravljenje v živo. To so zelo močna srečanja v živo, trajajo 2-krat tedensko preko Zooma in so zelo res transformativna. Boste pol slišali ljudi, ki so šli čez to, in na vsakem takem srečanju očistimo eno zgodbo iz vašega življenja. Občutke iz enega spomina zbrišemo. Ne moremo brisati spominov, kot so bili, spomina ne moremo zbrisati, ne moremo niti spremeniti, kaj se vam je zgodilo, vendar pa iz vsakega posameznega spomina pa lahko brišemo občutke. Ne? In to je to 2-krat tedensko, močno, transformativno, krasno. In to je res zelo, zelo to. Pol pa dobite tudi osebno podporo od mene in od sodelavcev, mojih asistentov, ki so tudi tu, ki so sami šli čez to in lahko tudi svojo, vam tudi so, takrat, ko je težko rečejo, še vztraja in na koncu se naredi prebojček in ste vi rešeni. Ok. In potem dobite še bonuse, znotraj tega programa Notranji mir, bonus, da vzljubite samega sebe, bonus, da se postavite zase, da se naučite jasno povedati, kaj želite, bonus, da odpravite perfekcionizem, da nehate loviti popolnost, bonus, da aktivirate življenjsko energijo. Tako, to so bonusi. Cena, zdaj smo pa pri ceni, lahko plačate naenkrat, cela cena tega programa je, da vas res transformativno reši življenje, je 1500 evrov. Če plačate naenkrat vključen, od DDV, lahko damo tudi na podjetje, v tem primeru napišemo obvladovanje stresa na delovnem mestu, tu not je DDV vključen. Lahko plačate v 2 obrokih, 2-krat po 750 ali v 3. Kadar pa želite, da bi to bilo, da bi še to na več obrokov se raztegnilo, je tudi možno. V tem primeru je najnižji mesečni znesek 50 evrov, to je nekje 1 kavica dnevno. In res za ta denar se rešite, ko se nikjer drugje ne morete rešiti. V kratkem času spremenite vzorce, zaživite na novo, družino porihtate. Tako da to je v bistvu plačilo in to je nekako to. Ni pa dovolj plačilo, potrebno je tudi sodelovati, zagrabiti, ker jaz sama brez vas ne morem, če pa sodelujemo, pa lahko vse spremenimo, ker naš je res neverjeten in imamo točno pot, po kateri lahko vas peljemo. Dobro, in potem imamo še nekaj pričevanj. To je Anja, to ni Maja, Anja je tole. Anja, moja družina ima sedaj dosti več od mene, zaradi močnih strahov ni mogla več iz hiše, njeno težko otroštvo je pustilo posledice, da ni mogla uživati svojo družino. Pri programu Notranji mir se izboljša njena samozavest, njena počutje se drastično, njena družina ima sedaj dosti več od nje. Tu so bile res težke stvari, ampak Anja se je tako borila in se je rešila. In to so vse tudi posneli video, Anja je tudi posnela video na spletni strani. Potem je Roža, simpatična naša medicinska sestra, bila je deležna vseh preiskav v UKC-ju zaradi paničnih napadov, zaradi slabosti, nič ni moglo pomagati, šla je vso alternativo, ko pa je prišla k meni, v 3 mesecih se je ona rešila, polno živi, aktivna je, polna ljubezni, res taka prava rožica. Tudi njen video je to. Ko pa je naš Jure, ki pravi, kot bi se na novo rodil. Jure je bil, ki je res obležal zaradi izgorelosti v postli, poln strahov, paničnih napadov, z močnimi nepojasnjenimi bolečinami v telesu. Po 3 mesecih udeležbe v programu Notranji mir se je vrnil v normalno življenje. Bolečine so izzvenele in paničnih napadov ni več in spet lahko skrbi za svojo družino. Tako, Jureta pa vabim, da se priključi in da sam vam pove svojo zgodbo, jaz bom zdaj to ustavila. Tako, pa vabim Jureta, da nam pove. Ja, zdravo. Evo Jure, slišimo te? Pozdravljeni. Slišimo se, slike mi pa ne postide. Škoda. Mogoče Asja je mogoče, da mi moš dovoliti. Pa ne znam.
mogoče, čakaj, da vidim. Make house mogoče? Poskusi. Aha, Evo, dober večer. Vsem evo Jure, skupaj. vidimo te, izvoli. Pozdravljeni. Izvoli, Jure, izvoli. Ja, Asja je zelo lepo povedala, a ne. Jaz sem prejšnji let, to je bilo en dober let je nazaj od tega, prišel sem od izgorelosti, tesnobe, strahov in zelo hude panične napade, ne. Jaz vsakega, ki bo hotel govoriti z mano, ga bom definitivno razumel. Te panične napadi so pa izgledali tako, tisti, ki se ne predstavljate ali pa se boste poistovetili. Enostavno me je bilo strah venjati, enostavno je bil strah se hoditi, dejansko venjati, da bi šel z otroci. Zelo težko sem vozil avto, tisti trenutek mi je bilo tudi to popolnoma odvzeto. In to daleč je pripeljalo, ker nisem prepoznal te tesnobe strahov, samih paničnih napadov, kljub temu, da smo naredili čisto vse možne preiskave. Na vsak dan ali pa drug dan sem bil ali na dežurni ali pa na urgenci, ki so me odpeljali. Pa smo naredili od magnetne resonance glave, ultrazvoka srca, pa zaščitenco, pač vse mogoče, ne. Posod je bil odgovor, Jure, saj vi ste popolnoma zdrav, ne. Ja, zdrav že mogoče telesno, fizično, medtem ko pa tega strahu, te tesnobe, same panike je bilo pa veliko, ne. Naredil se me tudi tako, da sem za 2 meseca popolnoma obležal v postelji, na kar sem pa spoznal Asjo. Z Asjo sva začela z terapijo, to notranji mir, kar vam je zdaj zelo lepo predstavila. Potem so se pa začele spremembe. Se pravi, ta strah se je začel zniževati, kar naenkrat sem po 3 tednih končno šel ven, končno spet peljal svoje 2 hčerkice na sprehod, ki jih prej dolgo časa nisem. Kar se pa tiče vožnje z avtomobilom, naredil sem sigurno do prejšnjega leta na 1 milijon kilometrov in kar naenkrat nisem mogel, niti upal se nisem sesti v avto. Toliko je ta strah, ta tesnoba, ta panika povzročila pri meni škode, tisti trenutek, ne. Normalno spraševal sem se, pa zakaj moram toliko jaz biti, pa saj konec koncev vse imaš, po drugi strani ugotoviš, da nimaš nič. Z Asjo sva začela z aprilom v terapijah, po prvih 3 tednih, tako kot sem rekel, sem začel ven hoditi, sem začel majhne sosede že ugovarjati, sedel nazaj v avto, peljal eno hčerkico v vrtec, drugo v šolo in tako naprej, ne. Medtem ko vmes sem se pa počutil popolnoma nemočnega. Z Asjino terapijo, s programom Notranji mir, sem pa postopoma, korak po koraku, definitivno zaupal v vseh možnih pogledih. Sem tip človeka tudi, ki sem jo osebno spoznal in edino stvar, kar sem se zapomnil, je to, da mi je Asja rekla, Jure, to je vse popolnoma rešljivo. Midva se bova to rešila v teh 3 mesecih. In od takrat naprej sem ji zaupal, sem dejansko samo zaupal programu, šel čez vse te občutke, ki sem jih imel in korak po koraku, vsak teden po teden reševal zelo, kako bi rekel, grozne svoje občutke, tisti trenutek, ki sem jih imel v sebi in postopoma sem se čisto lepo nazaj vrnil v vseh pogledih življenja. Tako da, Asja, hvala ti. Z veseljem, z veseljem. Ja, super, Jure, nekateri imajo vprašanja, vidim, da sprašujete, kaj je, Juretu je pomagal program, ki sem ga jaz sestavila, točno tako, kot ga vam zdaj predstavljam. Torej 2-krat tedensko se dobimo na Zoomu, to je vedno torke in četrtke ob 18. uri. In takrat je vsak sam s sabo, zapre oči, dela s sabo, veliko je tapkanja, veliko je delanja spomini, tako da so pa tudi drugi ljudje, nekdo bo iz Ljubljane, nekdo bo iz Celja, nekdo bo iz Maribora. Tako da vsak v bistvu pa se mora zapreti oči in delati s sabo. Jaz vas pa sočasno vodim. In tudi, če imate različne zgodbe, občutke imate popolnoma iste. In vsi, ki pridete k meni, ki pridete v notranji program, pridete zaradi nespečnosti, tesnobe, panike, ljubosumja, pač težkih občutkov. In ker smo vsi ljudi, se lahko to na tak čudovit način dela in se vzpostavi res neka nora energija. Hkrati pa imate tudi osebno podporo, kot sem rekla, tako da se vsak teden, ko vam je težko, kličete Jureta, lahko tudi mene, in jaz in vam v bistvu pomagamo in vas spodbujamo in vas tudi usmerimo. Če pa rabite soboto ali nedeljo, si pa preklopite video in imate mene gor na ekranu, imate terapijo in lahko greste čez to. Tako da hkrati dobite pa še knjige, to nisem omenila, dobite moje knjige, da tudi teoretično razumete to, čez to v bistvu kar vas praktično delamo z vami. Torej, gre za zelo globoko spreminjanje. Vaše telo je polno čustvene bolečine, če prijete k meni v takem stanju, kot je bil Jure,
In to bolečino je treba čistiti iz telesa. In jaz sem razvila sistem, ki absolutno deluje in ki daje nore rezultate. In zdaj bi povabila pa še Majo. Maja se pa nam ne bo mogla preko videa, ampak samo audio. Tako da, Maja, te povabim, da se vklopiš in da nam probaš povedati še tvojo izkušnjo. Maja? Maja, zdaj očitno se nam ne more na nek način. Gledaš, kje vklopiti mikrofon. Veš kaj, Maja, daj tukaj vklopiti to raise hand, dvigni roko, pa bo mogoče se mi pokazalo, pa ti bo mogoče jaz lahko vklopila. Ali pa če Jure ali pa Ina pomagata. Maja je imela 18 sem, kje pa te vidim zdaj? Jaz ti ne znam, zdaj ne vem točno, kako bi to naredili. Dajte za hosta, ne moremo hosta, imamo samo Ino pa Jureta smo lahko to naredili. Maja, ne znam. Lower hand, right hand. Škoda. Enega bolj, da bo prostor za njo. Ja, ne vem, majčica moja, kako bi zdaj tebe tukaj vključili. Ja, Ivana pa piše, mene pa zanima, če so na voljo tudi druženja preko Zooma za tiste, ki smo že opravili s terapijami Notranji mir, vas malo že pogrešam, res smo super delali. Jaz bi šla potem zdaj naprej, Maja, če ne bo drugače. Majo imamo, dajmo, Maja nam pokažeš, evo čakica tako. Ja, a se me sliši? Evo, Maja si, evo. Se me Maja, sliši? izvoli. O, super, super. Sem že Izvoli, mislila, da ne bo Maja. uspelo. Bravo, Nič evo. hudega. Se slišimo, ne? Ja, ja. Prav, evo, pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem Maja, stara sem 41 let. Zdaj jaz imam od 23 leta svoje starosti, se pravi 18 let, sem živela s panično motnjo in paničnimi napadi, dokaj hudimi. V tem obdobju sem poskusila pač marsikaj z bioenergijo, raznimi homeopatskimi zelišči, ki so včasih malenkost umilili stanje, nikoli pa se nisem osvobodila te tesnobe pa panike. Zgodilo se je tako, da sem pred 5 meseci popolnoma izgorela, psihično in fizično. To je bila fizična bolečina, pekočina po celotnem telesu, 24-urna tesnoba. Jaz sem 2 meseca preležala, dobesedno preležala, se tresla na kavču. Zdaj, Asja, Jure, veste, ker smo vse skozi bili na zvezi, kako je to izgledalo. Seveda tle v tem času ni bilo nobenega druženja, kakšen avto, vožnja. 20 dni sem bila dobesedno ujeta v stanovanju, ker nisem mogla ven. WC kavč, pač dobesedno tako je bilo. Ko sem našla, pa se pridružila programu Notranji mir, jaz moram reči, da so se mi stvari začele, življenje se mi začelo obračati v najbolj možno pozitivno smer. In ta program je meni osebno je dobesedno rešil življenje. Jaz danes tukaj pred vami gotovo ne bi bila, oziroma ne vem, kje bi bila, pa se nahajala, če se ne bi udeležila tega programa. Takoj za začetkom te terapije, programa, sem začela opažati pozitivne učinke, se pravi dan po dan, teden po tednom, po malem se je začelo nazaj vračati psihično, fizično počutje. Paničnih napadov, najbolj ponosna pa vesela, da rečem, ni že 4 mesece več. Ves čas tega programa, procesa sta mi pa ob strani res stala Jure in Asja. Jure, ni besed, večno hvaležna za vse nasvete, spodbujanje, da mi bo uspelo, pa tolažbo v najtežjem obdobju mojega življenja. Asja, vam pa toliko hvaležna za vašo toplo, materinsko, srčno energijo. Brez vaju bi bilo neprimerljivo težje. Tako da dejansko program Notranji mir bi toplo priporočila prav vsem, ki imate podobne težave, in vsem želela povedati, da se da, res se da izkopati še iz tako črne luknje, ko resnično ne vidiš izhoda, ko ne vidiš, kako naprej, ko se ti življenje dobesedno podira.
In jaz verjamem, da če je uspelo meni, lahko vsakem. In še enkrat hvala, Asja in Jure, srčna hvala obema. Hvala. Hvala, Maja, tebi za pogum, za vztrajnost. Ja. Super. Ok, tako, zdaj smo malo podelili, zdaj pa bi jaz šla naprej. Zdaj pa rabim biti jaz host, če mi boš, Jure, dovolil, prosim. Oziroma dovoli mi, da jaz lahko naprej PowerPoint delim, ker zdaj bi šla pa na drug program, ki se pa imenuje Vibrant Life, ki je pa za tiste, ki hočete več. Za tiste, ki niste v taki hudi fazi. Jure, prosim. Aha, že lahko, ok. Takole, dobro. Gremo zdaj naprej, malo še zdržite, prosim. Zdaj bi vam rada predstavila pa ta drugi program, ki je tudi zelo krasen in vam bo tudi ful všeč in govori o tem, kako v bistvu lahko pa iz sebe naredimo umetnino. Samo da najdem. Aha, poglejte, tole še vam moramo podeliti. Tako, to je link, ki bi ga tudi v chat, prosim, nalepili, to je link, ki ga lahko vi sami, da lahko greste gor in tukaj se lahko prijavite za ta program. Notranjimir.si program, tu lahko greste, link pa vam bojo tudi dali. Tako da tukaj in ta program zdaj otvarjamo, Notranji mir, začne se 14.3. do 14.6. Mi pa gremo zdaj naprej, pa bi vam rada predstavila še drug program, ker bi rada, da veste, kaj vse je za možno, tudi za tiste, ki ste zdaj v stiski, da veste, ko prvo program naredite, da lahko greste naprej. Vibrant Life je torej drugi korak. Tisti, ki ste pisali, da imate drugi korak, to je drugi korak, kjer presezite svoje omejitve in manifestirajte zdravje, ljubezen ali finance. To je 3-mesečni program, ki odpravi vaše notranje blokade in vas nauči, kako razviti svoje potenciale in postati kreator svojega življenja. In v samo 3 mesecih si ustvarite prihodnost, ki je drugačna od preteklosti. Tukaj pa uporabimo najnovejša odkritja kvantne znanosti, naučite se ustvariti življenje svojih sanj. Poslovite se od povprečnega življenja in se naučite, da je za vas možno mnogo več, kot si zdaj predstavljate. Naučite se uporabiti načela epigenetike in s tem aktivirati proces samozdravljenja vašega telesa. Tu je zdaj tisto, ko je gospa rekla, gledajte, Joe Dispenza dela čudeže z ljudmi in mi bomo delali čudeže tudi v Sloveniji. In boste slišali Ino, kakšne diagnoze je imela in kako se ona pozdravlja in isto bomo tukaj. Tukaj gremo res korak naprej, za tiste, ki hočete več v življenju. In naučili se boste znanstveno dokazanega, osebno preverjenega postopka manifestacije, ki vaše želje pretvori v otipljive rezultate, kar pomeni, da boste imeli dovolj denarja in materialnih dobrin zase, za svojo družino. In to je možno tudi v teh časih, ko ni dobro. In sem videla en opis v klepetu, ko gospa piše, da je žalostno, da to toliko stane. Žalostno je, da je naše življenje, to ni denar za to, da to vam reši življenje. To ni noben denar za to, da vam reši življenje. Vem, da si ga težko vzamete, ampak da se na take obroke, da je tako minimalno na mesec, ki si vsak lahko privošči. In ko ste vi v redu, ko se naučite spreminjati podzavestna prepričanja, lahko zaslužite mnogo več denarja, kot ga investirate. In to je investicija v zdravje, v svojo zdravo pamet, v svojo samozavest, v lepe odnose, v vse to in je absolutno vredno. Gremo naprej. In kaj še naredimo? Blokade čistimo na področju ljubezni. Torej, če imate tu stiske na področju ljubezni, možno je tudi tukaj reševati. In dojamete, da imate v sebi neomejene potenciale, vzljubite življenje in začnete igrivo odkrivati, kaj vse je za vas možno in kam vse vas kliče življenje. Marsikdo, ki je šel čez notranji mir, bi zdaj rabil korak naprej in tu je zdaj korak naprej za vas. Evo, za vse, ki hočete naprej v življenju. Jaz sama osebno se nikoli nisem mogla ustaviti, pa biti nekje vedno je življenje rast, življenje razvoj. In če vas tišči, morate nekaj narediti, da splavate ven iz tega. In potem, ko to rešite, greste naprej. Ok.
Kaj pa v bistvu dobite? Dobite tukaj, vsak teden dobite 2 nova videoposnetka in spet so moduli. Prvi modul je s pravimi prepričanji do finančne varnosti. Rešite se blokad na temo denarja. Rešite se vseh občutkov, da denarja ni dovolj za vas, da je denar slab, da denar ne raste na drevesu. Rešite se vseh tistih čustvenih stisk, ki se mogoče starše gledali, da pač ni denarja, ker to je vse ostalo v nas in to vse določa našo resničnost danes in to se lahko vse reši. Povedala sem vam mojo izkušnjo, ko nisem imela za otroške čeveljčke, ko je bilo sendvič na pol treba dati, po plavanju, ko smo bili vsi lačni iz avtomata, kaj šele, da bi šli na kako boljšo, ampak jaz sem vedela, da moram nekaj pri sebi spremeniti in naučila sem se in to zdaj želim učiti vas in to se vse da, resnično se da. Treba je zgraditi lastno vrednost, da začnete verjeti, da ste vredni sprejeti denar, pa ne samo minimalno, ampak da ste vredni toliko, da lahko dostojno, normalno živite. In tretji modul, naučite se, čakaj, da sem bila spet prehitra. Tako, četrti modul je potem naučite se iskrene ljubezni do sebe, postanite sami sebi pomembni. 5. modul, odprite srce za ljubezen, snemite si masko in se poslovite od površinskih odnosov. To so odnosi prihodnosti, odnosi nove dobe, ko ne nočemo več nositi mask, ko vsi osebno rastemo, eno ob drugem, odpiramo bolečine, čistimo, zdravimo in rastemo. Asja? Ja. A damo lahko samo slajde, da se bo videlo? Kaj, nimate slajdov? Vidi se čisto namečkano. Res? Škoda. Ja. Čakaj, probim še enkrat. Kaj pa zdaj? Zdaj se pa vidi, super. Ok. Torej, grem še enkrat, grem naprej. Potem je 7. modul, sprostite in pomladite svoje telo, izbrišite stres, ki se je tekom let nakopičil v vašem telesu. Včasih pride kdo k meni in vidim, kak je utrujen od življenja in to se da, to utrujenost, energijsko izčrpanost, kaj je posledica stresa, se da ščistiti. 8. modul, naredite svoje telo zdravo in močno, naučite se delati čudeže s svojim telesom. Glejte, to je možno in to bomo tudi v bistvu tudi, bomo tudi dosegli. Ja. In 9. modul je odkrite svoje poslanstvo, prepoznajte svoje največje darove in začnite deliti z ljudmi. To se mi zdi pa tudi nujno za to, če hoče človek res izpolnjeno živeti, da živi svoje poslanstvo. Nujno. Ok, torej gremo naprej. Kaj dobite? Dobite spet kanalizirana čustvena, energijska, telesna, miselna, transformacijska srečanja v živo. To jih je 2-krat na teden, to bo torke zvečer in četrtke ob 8 uri. In srečanja res potekajo na podlagi najnovejših dognanj s področja te znanosti. Dobite osebno podporo in kot bonus dobite tudi še dodatno srečanje v živo. Jaz hočem tukaj delati čudeže. Tako da, če hočete biti z mano, pridite v program. Najprej bomo delali online 2-krat na teden in potem se bomo srečali maja v živo in hočemo narediti čudeže. In hočem, da dosežete in manifestirate točno tisto, kar si želite. Okay? In to vse je, jaz sem prepričana, da to vse možno in bomo dokazali, da tudi v Sloveniji da se to da. Plačila cena je ista kot za prejšnji program, možnost je v enkratno plačilo, ki je 1500 ali 2-krat po 750 ali 3-krat po 500. Ali spet plačilo v mnogih obrokih, kjer je za eno ceno ene kavice dnevno se vam lahko spremeni življenje. Torej, plačilo, če vi hočete, je možno to financirati. Imamo zdaj pričevanje, evo, tu se nam bo pa oglasila Ina, mlada dama, ki je pri 26 skoraj popolnoma oslepela, diagnosticirali so jo multiplo sklerozo. Zdravnik je napovedal, da bo izgubila maternični vrat, kar pomeni, da nikoli ne bi mogla imeti otrok, ker je imela visoko tvegane predrakave spremembe, doživela finančni in čustven zlom. In evo, njeno zgodbo pa prosim, če lahko sama poveš, Ina, izvoli.
Samo kamero še mi boste mogli dovoliti. Čakaj. Če me želite videti, seveda. Ina, da si se zrihtala, veš, da te hočemo. Ja, seveda. Čakaj, samo kak spet moram jaz to narediti. Da vidimo kužija nekega tvojega. Ne znam, Ina, začni govoriti, mogoče še nekako. V redu, z kamero ali pa brez, no, je Ina Kidrič moje ime. Zdaj, kdo sem, je zelo kompleksno vprašanje, tako da na njega danes celoti sicer ne morem odgovoriti, sem pa pripravljena z vami deliti en delček svoje zgodbe. Sicer zame načeloma nekako velja, da sem zelo privatna oseba, pa nikoli še nisem svoje zgodbe delila z takim številom ljudi, tako da prosim, ne mi zameri, če bom kako besedo tremi prepustila. Skratka, živela sem nekaj, čemur danes pravimo tako normalno življenje, to pomeni zelo stresno življenje. Aha, mislim, da zdaj pa bo. Ja, daj. Aha, tako pa gledam z kamero. Evo, izvoli, Ina. Ja. Izvoli. Te poslušamo. Živela sem tako življenje, kateremu danes pravimo, da je normalno, se pravi stresno življenje. Kaj to pomeni? Kot deloholik sem se definitivno posluževala malo spanja, slabim prehranjevalnim navadam tudi, nutricijo telesa totalno v pozabi, seveda usteljena v nezdravem partnerskem odnosu in v prepričanju, da moram vse narediti, da moram. Tudi v prepričanju nekega straha pred pomanjkanjem na finančni ravni in pa v ljubezni. Potem se mi je pa v začetku leta 2019 zgodilo, da sem izgubila vid. Na zdravo oko sem imela 30% vidljivosti, to pomeni, da sem bila skoraj popolnoma slepa. Potem sem šla v bolnico, raziskave so bile v tujini, kjer nisem dobro razumela jezika, predvsem teh medicinskih izrazov, terminov, in bila sem v bistvu slepa, tako da kaj to pomeni? Kakršenkoli sprehod, pogovor, brskanje po telefonu, križanke, vse odpade. Vse, kar je bilo, sem lahko samo ležala ali pa sedela, čisto sama s svojimi mislimi. Pa še danes se spomnim, da je takrat dan imel namesto 24, po mojem 60 ur. Ampak moram pa priznati, da vse, kar mi je dalo res motivacijo, je bila podpora mojega zlatega atija, pa moje zlate sestrice, pa peščice dobrih prijateljev, ko so me redno obiskovali. Ostalo pa samo jaz in pa moje misli. Tako da v bistvu po 10 dneh teh raziskav so me poslali domov in so mi dali diagnozo multiple skleroze. Pri prihodu domov pa sem dobila v bistvu 3 zelo nujne pošte iz ginekološkega oddelka v UKC Maribor, kjer so mi diagnosticirali tudi raka na materničnem vratu in to v tem stadiju, da v bistvu bi morali maternični vrat odstraniti. Kar pomeni, da bi takrat, to je bilo, ko sem bila stara 24, pač izgubila možnost biti mama tudi. Zdaj pa s temi vsemi bolnicami, pa boleznimi in pa bolniškim staležem sem šla na sestanek s svojim prejšnjim šefom in dobila odpoved. Tako da v bistvu zraven teh bolezni sem ostala še brez službe. Da sem pa zadevo zaključila, pa sem seveda razšla se tudi s takratnim partnerjem. In naenkrat se znajdem doma, v hiši, v svoji stari sobi, sedim na tleh. Finančno v zlomu, nesposobna za delo, emocionalni kaos in telesno naložena z kar težkimi doživljenjskimi in pa neozdravljivimi boleznimi. In potem tisto kompleksno vprašanje, kdo sem, če nimam nič nimam, nimam službe, nisem svoj poklic, nisem več partnerka, kdo sem, kaj se sploh dogaja. Ampak vse to, kar pač nisem več imela in sem izgubila, prvič v življenju sem pa imela čas. Tako da sem bila sama s svojimi mislimi in takrat sem tisti notranji občutek razvila, da moram to tesnobo pa ta stres nekam dati, nekaj se mora zgoditi, da se spremenijo stvari. In takrat sem prvič zares meditirala. Ja,
To pa je za sabo pustilo čisto drugačen model razmišljanja, ki se je prelevil v neko raziskovanje, delovanje telesa, uma, duha, in pa zelo sem razvila tudi veselje do alternativnih načinov zdravljenja. To sem začela raziskovati. Dan za dnem sem v bistvu programirala svoje možgane z novimi nekimi znanji pa modeli razmišljanja. Zelo, zelo, zelo velik poudarek sem pa dala na raziskovanje podzavesti. To mi je še vedno strast, to področje. In pa veliko tega časa sem namenila tudi ugotavljanju, kako čim bolj kakovostno živeti. Zdaj pa, da ne bom predolga, prišla sem do nekih bistvenih ugotovitev. In sicer, jaz sem svoje življenje. Ne definirajo me bolezni, niti drugi ljudje, niti sistem, niti pričakovanja okolice. Zdaj pa, kaj to pomeni? Kako živeti kakovostno? Mislim, biti srečen, delati to, kaj rad delaš, se pravi, biti v svoji resnici, ne v resnici od tvojih sosedov, ne v resnici od svoje družine ali pa staršev, karkoli, v svoji resnici. Da razvijaš neke lastne miselne procese, da delaš, kaj te osrečuje, pa da enostavno postaneš to, kar ljubiš. Tako da v bistvu sem potem po nekaj mesecih, mislim, da je bilo 3 mesece, če se prav spomnim, sem šla nazaj na raziskave v tujino, kaj se tiče multiple skleroze, in so mi diagnozo ovrgli. Potem mislim, da je trajalo še nekaj mesecev, mislim, da je po 5 mesecih vseh skupaj, odkar se mi je ta bolezen zgodila, šla tudi na ginekološki pregled, ker mi je ginekolog že rekel, da bomo dala datum za operacijo, pa sem ga opozorila, da sem res spremenila način življenja in mišljenja. Tako da so izginile tudi čudežno rakave celice, še vedno imam maternični vrat. Tako da v bistvu danes pred vami, brez uporabe zdravil, urokov pa magične palice, sem popolnoma zdrava, varna na vseh področjih, polna sem ljubezni in pa že nekaj let živim srečna in pa zaljubljena v življenje. Drugače pa Asja mi je zaupala skrbništvo nad tem naprednim programom Vibrant Life, ki bo iz normalnega življenja skreiral to izjemno življenje. Jaz bom pa v ta program vložila vso to svoje znanje, pa pozitivno naravnanost, dušo pa srce. Predala bom tudi orodje, da boste lahko tudi vi gradili na svojih področjih. Zdaj čisto vsi skupaj kot celoda v obeh programih bomo pa odstapkali to, kar nam več ne služi. Zagotovili si bomo biti izjemno dobro v tem svetu, v tem času, ki niti malo ni dobro. V bistvu je to vse, kar sem vam želela povedati. Najlepša hvala za pozornost, pa res ne pozabiti, da zmorete dosti več, kot si mislite. In imaš še vprašanje, kaj pa vid? Vid je v bistvu dosti boljše, nikoli več ne bo točno tako, kot je bilo na začetku, zaradi tega, ker sem imela rane na možganih, kar je zelo dolgotrajna posledica, ampak vidim, super je, vozim, vidim, berem, sploh ni problema. Očala imam danes zgor, zato ker drugače delam na računalniku in me moti, če bi umetna svetloba. Načeloma pa sem lahko tudi brez očal, tako da vid je boljše. Super, super. Ok, tako da gledajte, štartamo tudi z drugim programom. Za tisti, ki hočete drugi korak, ki ste pogumni, ki hočete investirati 1500 evrov v svoje življenje, prosim, če daste Jure in Kristina, dajte link, prijavite se, tam imate možnost, prijavite se, izberite en ali drugi program, pri obeh imate tudi še detaljne napisane, evo imate notranji.si/program, tu si lahko prijavite ali na en program ali na drugi program. Začne se vse naslednji teden v torek. Jaz toplo vas vabim, da pridete. Obljubim vam, da vam bo spremenilo življenje in da boste si uresničili svoje sanje v 3 mesecih. Če Joe Dispenza lahko v Ameriki to naredi, če je Ina lahko to sama naredila, lahko skupno močjo v 3 mesecih rešimo, čudeže bomo delali. Jaz vam obljubim, jaz absolutno verjamem v to. Imeli bomo 2-krat na tedensko srečanje, imeli boste posnete meditacije, imeli bomo pa tudi skupen vikend v maju, nekje v naravi, predvidevam na Pohorju, in jaz sem prepričana, da bomo delali čudeže. Hočete manifestirati denar, ga boste dobili v 3 mesecih. Hočete manifestirati zdravje, dobili ga boste. Hočete manifestirati ljubezen, dobili boste. Če ste pripravljeni spustiti stare vzorce,
iz sebe dati vse tisto glino, ki je napacana, glejte, lahko delate čudeže iz svojega življenja. In s tem se, tisti, ki Mirela, mi nadaljujemo v tem programu naprej. In resnično vas vabim, da odločite se zase, poglejte to spletno stran, evo še Ina še spet je dala, Ina bo moja asistentka tukaj, skrbnica tega programa, naredili bomo čudeže, lejte take, da bo svet govoril o nas. Jaz sem prepričana in 100% v to, samo ali si upate vi verjeti in če si ne verjamete, potem je treba toliko časa delati, da boste verjeli. Ker kaj je bistvo Ine? Ina je intuitivno naredila to, kar vid je bil vzet, bila je v tujini, ni razumela nič, ni imela telefona, bila je prisiljena biti sama sabo. In ona, ko smo se prvič pogovarjali, mi je povedala, ona se je tako fejs jokala, šla je v odpuščanje vsem, ki so jo prizadeli, čustveno je dala stvari ven, vzorce je začela spreminjati, raziskovati je začela, zdaj imam kar mravljince, ko vam to govorim. In ona je točno to intuitivno naredila, kar bomo mi učili korak za koraku v tem programu Vibrant Life, ker hočemo narediti, da so naša življenja zdrava, da smo polni moči, polni energije, vitalni. Tako da, glejte, absolutno je potreben trud in disciplina in 1500 € je investicija v vaše zdravje, v vaše dobro počutje, v to, da boste imeli trening vašega uma in da boste lahko iz vašega življenja naredili umetnino. Tako da, vesela sem, da ste bili danes z mano, hvala za vsem, ki ste vztrajali, malo smo potegnili. Jaz sem vam obljubila še presenečenje na koncu, moje presenečenje je to, da vam želim zdaj dati malo motivacije, tako da bi želela, da naredimo eno tako vajo s tapkanjem, z vodenjem, da se naslonite nazaj in da se samo prepustite in da gremo v te neomejene potenciale, ki so v nas. Zaprite oči, naslonite se nazaj in samo tapkajte in samo se zavedajte, da ste čudež, že to, da bivamo, je čudež, to, da dihamo, je čudež, to, da vidimo, je čudež, to, da čutimo, je čudež, to, da iz svojega življenja lahko naredimo umetnino, je čudež in ni nam treba biti, vi kar tapkajte, lahko pa ste samo v odprti drži, prepustite se in ni nam treba se plaziti skozi življenje kot žrtev, ni nam treba se slabo počutiti v tem svetu, ki ni dobro, ampak si absolutno lahko zgradimo svoj svet, ki je dobro. Lahko premagamo svoje lastne omejitve, lahko premagamo svoje dvome in lahko si zgradimo življenje, v katerem se bomo počutili dobro. In lahko se zaljubimo v svoje življenje. In mislim, da naše duše to hočejo. In mislim, da je v nas naše notranje bitje, kar tapkajte, pa se sam prepustite, pustite, naj te besede padejo. Mislim, da je v naše življenje vredno tega, da se borimo zanj in da se ne pustimo, da nas povozijo slabe novice, ampak da znotraj sebe, kot en nežen vrtiček, čuvamo svoj notranji svet, ga negujemo in živimo v skladu sami sabo. Ni treba živeti v skladu z mano, z nikomer, ampak v skladu sami sabo pa moramo živeti, če hočemo biti zdravi, če se hočemo dobro počutiti. In ta svet občutkov, ki jih imamo, je v bistvu darilo, da vemo, kdaj smo v stiku sami sabo, kdaj živimo tako, kot nam je bilo namenjeno in kdaj živimo mimo sebe. In mnogo močnejši ste, kot si mislite. In mnogo več lahko dosežete, kot si mislite. In življenje je lahko tako lepo, tako dragoceno, tako čudovito. In vse je pred nami. In imamo moč, da si ustvarimo takšno življenje, v katerem se bomo počutili dobro. In primer nam je Jure, ki se ni počutil dobro in danes se počuti dobro. Primer nam je Maja, ki je 18 let čakala na to, da se je lahko rešila svojih stisk. Borila se je za to, ampak se je rešila.
Primer nam je Ina, ki je bila v taki hudi stiski, pa se je rešila in jo lahko čutite, da je zaljubljena v življenje. In jo lahko čutite, da to ji ne daje nič od zunaj. To ji ne daje dober avto, dobra služba, dober partner, dobra hiša. To žari od nje od navznotraj. In to je tisto, kar lahko mi vsi ustvarimo. In s tem se v bistvu poslavljam od vas in se vam zahvaljujem za današnji večer. In pojdite na ta link, ki vam je bil dan, in vam želim vse dobro. In tisti, ki se boste odločili, bomo skupaj se borili za vaše življenje. Hvala vam. Programom začnemo 14.3. naslednji teden. Hvala vam vsem, srečno. Hvala vsem. Hvala, lahko noč. Hvala, Igor. Moduli vam ostanejo, Nina, potem 1 leto. Do jutri, ja. Lahko noč.